Slovenije, 4 ministrstev gospodarstva in visokošolskih inštitucij, smo v letu 2008 odprli visokotehnološko razvit pametni dom, ki že kaže odlične rezultate tudi v praksi. To pa je vsekakor največja dodana vrednost. S pomočjo urada predsednika države, Organizacije za razminiranje in pomoč žrtev, Ministrstva za zdravje in Ministrstva za zunanje zadeve smo izvedli svetovno odmeven projekt rehabilitacije žrtev min Gaza. Veselivo pa me, da je v realizaciji še en interdisciplinaren projekt, ki smo ga že več let skupaj pripravili ministrstva, strokovnjaki iz vsaj 5 različnih fakultet, invalidske organizacije, društva in ponovno vlada Republike Slovenije, to je športna dvorana za invalide. Tudi pri tem projektu smo združili znanje in izkušnje in skupaj bomo uspeli. Tudi civilna družba, še posebej pa Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije in seveda njene članice in člani invalidi, nam se svojimi praktičnimi izkušnjami iz vsakodnevnega življenja podajo odlične usmeritve, ki jih s pridom uporabimo pri načrtovanju svojih programov in vplivajo na nadaljnji razvoj Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Soča. In to zelo cenimo. Nazadnje pa ne zato, ker je najmanj pomembno, ampak zato, da bom lahko še posebej poudaril in da se boste vi, vsi, ki ste tukaj izbrani, posebej zapomnili, pa so zaposleni v Uri Soča, ki svojim entuzijazmom, predanostjo do pacienta, ustvarjajo vse, s čimer se lahko direktor danes tukaj pohvali. In s čimer pripomorajo k zadovoljstvu našim uporabnikom. Pridobitev naziva je njihova zasluga. Kar nekaj vas je tukaj, zato se vam v tej priliki še posebno zahvalim. Pravijo, da imamo srečo, ker delujemo na področju rehabilitacije. Pravijo, da imamo neizmerne možnosti sodelovati z različnimi inštitucijami. In pravijo, da bomo v prihodnosti morali odigrati pomembno vlogo pri ohranjanju zdravja, funkcioniranja in resocializacije. V Uri Soči se v jasnem vremenu peljamo na izlet. Zavedamo pa se, da ni čas za počitek. Čas je, da našim znanjem in znanjem drugih inštitucij in še bolj, kot sedaj, pomagamo družbi kot celoti. Ob tej priliki se zahvaljujem vsem in večina tistih, s katerimi smo sodelovali in želimo še bolj sodelovati, vas sedi tukaj. Skupaj lahko ustvarjamo prihodnost, predvsem in samo v dobrobit slovenskih državljanov, ki potrebujejo našo skupno pomoč. Naj ne bodo to samo moje besede, uresničimo jih tudi v praksi. Hvala.